Zdravo, sem Vanja Kolar, sem direktorica in lastnica podjetja Atriva. Kot boste slišali v nadaljevanju, ker tega ne morem skriti, prihajam iz Koroške. V našem podjetju se ukvarjamo z oblikovanjem, z razvojem in z izdelavo, proizvodnjo naših izdelkov, to pa so dekorativne svetilke in urbana oprema. Skratka, naredimo vse, kar je potrebno, da se lahko en javni prostor opremi. Pravzaprav je pri meni bila neka želja, da naredim nekaj lepega, ker je bila ideja dobra. Pol po ne vem koliko letih sem začela razmišljati, da se je že očitno razvijalo to od mladega, zaradi tega, ker jaz sem gradbeno šolo hodila, ne. In po gradbeni srednji šoli smo se vpisali na faks. Takrat pred, 35 leti ni bilo tako, da so vprašali, a bi zdaj pa ti na onega ali bi na onega. Jaz sem želela na krajinsko arhitekturo iti. In tisto leto krajinska arhitektura se je takrat pisala samo vsaki 2 leti. In tisto leto, ko bi se jaz mogla vpisati, ni bilo. In sem nadaljevala na gradbeništvo in pa sicer še tudi ekonomijo, ampak gradbeništvo. In po tolikih letih v bistvu sem zdaj razmišljala, da sem se vrnila sploh ne vede in ne hote na nek način, zdaj ogromno z krajinskimi arhitekti pa z arhitekti pa s temi delam, ne. Če sem prejšnjemu delodajalcu povedala, da on je vedel, ne, da sem jaz pač to zraven delala, da sem imela SP, in sem mu rekla, da počasi ne bo več šlo, nisem več mogla. V bistvu mi je toliko zaupal, da me je celo zadnjo leto pustil, da sem delala od doma 3 dni. To je bilo takrat tako malo neobičajno. Ampak je vedel, da mi lahko zaupa, da bom jaz svoje delo naredila in sem pol oboje in pol ni več šlo, ne. Pol ni več šlo in pol sem rekla, počasi bom jaz se mogla posloviti. Je seveda razumel, ampak sva se zmenila, da pol leta sem še enega uvajala in pol sem šla. Pol sem šla in sem začela spet v dnevni sobi na 1,50 m dolgi mizi. Ja, danes smo pa v svoji hali, imamo svojo proizvodnjo, imamo 12 zaposlenih, laserje, krivilne stroje, vse, kar je potrebno za delo, skladišče, še dodatno, zdaj bomo delali skladišče, dodatno gledamo za zemljo in tako dalje, tako da tu očitno res ni konca, no. Jaz mislim, da je bilo najtežje, tako jaz ocenjujem, mogoče zaradi tega, ker je to še bolj sveže. Tudi prestop iz tistega res, ko smo bili še mali, pa bolj neprepoznavni, pa zdaj, ko nas že bolj poznajo, pa nas kličejo, pa vemo, da se moramo razširiti, da je treba ekipo spreminjati. Oba dva moja otroka sta zaposlena na firmi, ne, oba dva sta sicer odrasla, super delata. In dejansko zdaj to, kako bomo mi neki počasen prehod naredili, da ona dva čim več prevzemata, jaz čim manj, zato da bom jaz tudi še kaj fraj. Jaz mislim, da zato, ker sem ženska, da ni bilo zaradi tega težje. Ali pa tudi generalno nisem čutila, da bi me kdo, ne vem, zapostavljal ali karkoli takega. Je pa res, da ko delaš ti v malo bolj moškem poklicu ali pa v moškem okolju, da te mogoče moški so malo bolj nezaupljivi, ne zaupajo, imajo občutek, da mogoče ne boš vedel in zagotovo se moraš kot ženska bolj dokazati, pa več vedeti, dosti v katerih primerih. Ampak pol, ko si neko zaupanje pridobiš, pol mislim, da ne, no. Kaj je danes za mene največja zmaga? Danes jaz mislim, da to, da sem se v vseh letih, zdaj ne samo kar sem v podjetništvu, ampak tudi prej, verjetno je tudi prej nekaj doprineslo, da me ljudje jemljejo za kompetentno, da vejo, da mi zaupajo, da vejo, da lahko verjamemo, da če bomo mi nekaj rekli, da tisto bo držalo, da nas pravzaprav tudi zaradi tega iščejo. Ker jasno je, da je tisti, ko je direktor ali pa ko je firma njegova, je normalno, da tisti na nek način neko
politiko ali pa kulturo firme vzpostavi, ne. In pol mislim, da če si jaz taka, pričakuješ, da bojo taki tudi tvoji zaposleni. Jaz čutim odgovornost do svojih zaposlenih v vsakem primeru, ne, ker tu niso samo zaposleni, ampak so odzadaj družine. Naši zaposleni so večina iz okolja in jasno, da želiš, da dobro živijo, ne. Da na koncu imajo nekaj od tega, da z veseljem hodijo, da so tudi oni ponosni na to, kar delamo. Tudi to jaz čutim kot veliko odgovornost, da tam, ko se pojavimo na projekti, da zadevo res vredno naredimo. Mi ne delamo tako, da rečemo, da bo držalo do takrat, ko bo garancija potekla, ampak jaz zmerom rečem, naši izdelki morajo biti lepi tudi čez 20 let. In to je verjetno danes malo staromodno, no, ampak vseeno se mi zdi, da želimo neki taki trajen pečat dati, ker na koncu delamo Slovenijo lepšo z našimi izdelki, ne.